skupaj še zadnjič iz Tacna, torej predzadnji tekmovalni dan Evropskega prvenstva je končan, uspešen za žensko kajakaško reprezentanco, morda tudi za celotno reprezentanco, pa vendarle tudi Žiga Lin Kočevar, ki smo ga slišali kot prvega v današnjem sicer dolgem tekmovalnem dnevu, je na koncu poskrbel za najboljšo posamično uvrstitev današnjega dne. Žiga Lin, smo že vajeni pri kajakaških tekmah, da so sporedi lahko dolgi, tokrat so nekoliko krajši, pa vendarle vaš pogled tudi na današnji dan, mogoče nekoliko širše, zelo vesela je bila tudi vaša sestra. Ja, res, danes je dolg dan, verjamem, da je moja sestra zelo zadovoljna, tudi jaz v živo in jim zelo prvoščem. Jaz mislim, da so res trdo garali letošnjo zimo in da si evropski prvak, pač to je nekaj neverjetnega. Jaz sem bil pri mladincih, bil sem pri U23, pa da bom nekoč čutil, kako moja sestra Eva Trčel pa Ajden Novak pri članih, ampak pustimo času, da pove svoje. Ja, jaz sem zelo zadovoljen tudi pač za današnji dan, seveda kako pa ne. Najboljša članska uvrstitev, mogoče ne pač leta, mogoče cele kariere. Pa tudi, če bi bilo to najboljša cele kariere, bi bil jaz zadovoljen, pa četrti mesto na Evropskem prvenstvu ne more biti razočaran. Ja, danes je zelo dolg dan, pa še dolgo, jutri pa spet na novo, tako da ja, kar se z tega vidika tiče, je zame precej bolj naporno. Malo prednosti je, če voziš, mislim, ja, minimalna prednost je, če voziš dve kategoriji in ja, jutri bo treba iti, predvsem se bo danes treba čim boljši možno degenerirati, zato da bom bolj lahko jutri pokazal tisto, kar znam in ja, jaz si srčno želim, da bi mi to uspelo, ampak pustimo se presenetiti. Torej, Žiga Lin je danes nastopil v kajaku, jutri ga čaka podobna naloga tudi v kanuju. Kakšna je ta regeneracija, pa sploh ob tem, da je Sava divja, da še toliko več moči tekmovalci nekako porabite, da pridete do cilja, kako se skupaj vpliva, kakšen načrt ima tekmovalec, ne vem, vašega kova, da se čim bolje pripravi na še en dan, ki bo zelo podoben ali pa še bolj zahteven? Ja, jaz bom zdajle imam najprej sicer še protidopinški test, ampak potem pa čim več masaž, limfna drenaža, čisto preprosto valčkanje, malo stretchinga, da bom pol jutri imel pač vse, koliko mora biti, in pa čim več spanja. Tudi kakšna ledena kopel bo verjetno nas prišla v igro. Ja. Tako da ja. Veliko smo se pogovarjali že o sami vaši vožnji pa nastopih, a nas lahko malce popeljete do tribun. Že v uvodnih 2 dneh ste na veliko pohvalili, torej vse obiskovalce, veliko je mladih, nekako se prav čuti ta podpora celotne tribune, celega okoliša. Vem, da imate posamezni tekmovalci tudi svoje navijaške skupine, nekatere so večje, nekatere manjše, kako ste pa vi vse skupaj videli danes, ko je bilo precej bučno? Ja, danes je bilo res kar veliko navijačev, jaz sem zelo zadovoljen s tem, res je lep šport, res je dober, ker ti tvoji domači in tvoji najbližji navijajo in je glasno, ko greš dol po progi. In ja, res, jaz si želim, da bi bil jutri še en tak dan, da bi bilo še enkrat toliko ljudi. Ja, mene so pač prišli vsi pogledati, od staršev, ker so itak tukaj, pa sestre, ki je tudi tukaj, pa vsi dedki, babice, strici, mislim, da tudi punca je prišla, res je, vsi pač prijatelji, vsi tega tudi pomagajo jih, mislim, tukaj pri organizaciji tudi zelo dobro poznam, pač oni so v mojem življenju že pač odkar sem jaz se rodil, vedno so bili zraven, pač tudi na tistih otroških tekmah, ki smo bili zelo majhni, so nam pomagali pri, ne vem, videu, pri sami logistiki in ja, zelo lepo je videti, da so vsi tako na kupu in jih lahko mogoče pol zadovoljiš tako dobro vožnjo. Tako, ker tudi ta tekma je več kot otroška. Še zadnje vprašanje, da malce morda tudi razširimo ta šport, kakšna je razlika v vožnji, recimo, ki vas čaka skok v kanu, danes ste bili v kajaku, kako vpliva vse skupaj, ne vem, na samo tehniko, pripravo, je glede na divjo vodo
potrebno krepko zamenjati miselnost? Ja, definitivno je treba zamenjati miselnost, predvsem to, ker pač v kanuju ni še ta druge, tako rečeno, lopate, ki lahko pol kakšno stvar popraviš. V kanuju, ko gre narobe, gre zelo narobe. Kle, ko gre narobe, lahko malo popraviš, na moč rešiš, tako da ja. V kanuju, ker pač samo en list, ena lopata, mora biti dosti bolj natančen, dosti bolj potrpežljiv in pa tudi močnejši, kar se tiče maksimalne moči, medtem ko v kajaku recimo pride dosti bolj prav vzdržljivostna moč in ja. Pa v kanuju klečiš, kar pomeni, da si malo višji, mogoče imaš zaradi tega malo več moči, ampak ja, kar se tiče tega, da je divja voda, pa jaz mislim, da ni neke, približno isto je razlike, kakor če bi bila navadna voda. Tako.